Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Na Brniku so danes prvič pozdravili letalo turškega nizkocenovnega prevoznika Pegasus Airlines, ki je vzpostavil neposredno letalsko povezavo z letališčem Sabiha Gökçen v Istanbulu. Nova linija je potnikom na voljo 3-krat tedensko, kar odpira dodatne možnosti tako za poslovna potovanja kot za turistične obiske. Številne napovedane ukrepitve v letu 2026 kažejo, da letališče Ljubljana postaja vse bolj konkurenčno, privlačno in zanesljivo izhodišče za letalska potovanja. Torej veseli nas, da potem, ko smo v zadnjih 3 letih pripeljali 12 novih destinacij, lahko v letošnjem letu pozdravimo še 2 novi. Danes je pristal Pegasus Airlines, ki bo 3-krat na teden povezoval Ljubljano z drugim istanbulskim letališčem Sabiha. Iz tega naslova si obetamo vsaj 25.000 potnikov letno in pričakujemo, da bo Ljubljana in Istanbul Sabiho povezal tudi v poletnem voznem redu. Istanbul je povezan že z Turkish Airlinesom, ki leti v zimskem voznem redu 2-krat na teden, v poletnem bo tega letenja še več. Pegasus Airlines bo po našem mnenju pripeljal drugačen tip potnikov, gre predvsem za potnike, ki bodo potovali med Turčijo in Slovenijo. Turkish Airlines je pa bolj specialist za potnike, ki Istanbul koristijo za svoj hub za potovanje naprej v Azijo. Z lanskimi rezultati smo zelo zadovoljni, oskrbeli smo skoraj 1.600.000 potnikov, s tem se je okrevanje tega letališča po covidu dejansko zaključilo in veseli nas, da od zdaj naprej dejansko sledimo organski rasti tega letališča. Letos pričakujemo, da bomo oskrbeli še večje število potnikov, trenutnih točnih podatkov še ne morem izdati, ker še nimamo potrjenega poslovnega načrta, pa gotovo bo letošnja sezona še boljša, kot je bila lanska, kljub temu, da je že lanska bila odlična. Linija za Istanbul je najbolj oblegana, največje število potnikov in z prihodom Pegasusa se bo ta številka še povečala. Zagotovo so še izzivi. V letošnjem letu bo skupno število rednih destinacij 30. Samo 2-krat v zgodovini Ljubljanskega letališča se je zgodilo, da je bilo teh destinacij več in sicer 33. Recimo želimo si še povezave z Dunajem, Prago, Stockholm, Sofijo, Tirano in podobnimi, tako da nekaj izzivov gotovo ostaja še za prihodnost. Današnji prihod novega prevoznika Pegasus Airlines je pomembna pridobitev za potnike in hkrati dokaz privlačnosti slovenskega trga, pri tem pa pomaga tudi država. Mi smo zdaj naredili 9 razpisov, v teku je 10. razpis. Na podlagi teh 9 razpisov smo spostavili 6 linij, pripravljen pa je nov 10. Tako da želimo nadaljevati uspešno zgodbo. V lanskem letu smo za 24% izboljšali letalsko povezljivost, število potnikov se je na letališču z 1.300.000 povečalo skoraj na 1.600.000, torej v bistvu tendenca je rastoča in mi v bistvu smo danes tudi zelo veseli, da naša prizadevanja za izboljšanje pogojev za izboljšanje torej povezljivosti delujejo in da je danes tudi pristal nov prevoznik iz Turčije, Pegasus. V Istanbul tako potujeta, torej letita 2 letalski družbi. Pegasus 3-krat na teden na letališče Sofia Gökçen, Turkish pa 2-krat tedensko na glavno letališče. Ustvarjamo pa z, bomo rekel, nižanjem letalskih pristojbin, pač ministrstvo za vse letalske prevoznike v bistvu ugodnejše in konkurenčne pogoje. Nova linija je potnikom na voljo 3-krat tedensko. Navdušenje nad uvedbo novih neposrednih letov med Istanbulom in Ljubljano pa pozdravlja tudi turška veleposlanica v Sloveniji.